Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Naš planetarni sosed Mars že dolgo ni več nedosegljiv cilj. Kar nekaj plovil z našega planeta je že pristalo na njem in le vprašanje časa, pa verjetno tudi denarja je, kdaj bo nastopila tudi človeška noga. Toda ali veste, kako dolgo bo trajalo potovanje, ko se bo prva posadka vendarle odpravila na rdeči planet, kot pogosto imenujemo Mars? Vprašanje je enostavno, odgovor pa niti ne. Kako dolgo bo trajalo potovanje do Marsa, bo namreč odvisno od vrste dejavnikov, od položaja planetov do tehnologije, ki bo omogočala polet. A čas potovanja bo najprej odvisen od razdalje do našega vesoljskega soseda. Mars je sicer četrti planet po oddaljenosti od Sonca in drugi najbližji Zemlji, takoj za Venero, ki nam je najbližja. Toda razdalja med nami in Marsom se med tem, ko tako Zemlja kot Mars potujeta okoli Sonca, nenehno spreminja. Teoretično bi bil Mars najbližji Zemlji takrat, ko je na najbližji točki do Sonca, Zemlja pa na najdaljši. V takem primeru bi razdalja med planetoma znašala 54,6 milijona kilometrov. Vendar pa se kaj takega, to je, da bi bil Mars najbolj blizu Sonca in Zemlja hkrati najbolj oddaljena, še ni zgodilo, odkar obstajajo zapiski astronomskega opazovanja. Najbližje sta si bila oba planeta leta 2003, ko sta si bila za 56 milijonov kilometrov vsak sebi. Po drugi strani sta Zemlja in Mars najbolj oddaljena drug od drugega takrat, ko sta oba na najbolj oddaljeni točki od Sonca in sicer vsak na svoji strani naše zvezde. V takem primeru bi razdalja med njima znašala kar 401 milijon kilometrov. Toda tako največja oddaljenost kot tudi največja bližina sta točki, za kateri je malo verjetnosti, da jo bomo dočakali. Večino našega življenja smo od našega planetarnega soseda oddaljeni za okoli 225 milijonov kilometrov. Kako dolgo bi torej trajalo, da bi prepotovali to razdaljo? Če bi potovali s svetlobno hitrostjo, ki prepotuje 299.792 km v sekundi, bi do Marsa, ko je najbližje Zemlji, potrebovali le dobre 3 minute. Ko pa bi bila razdalja med Marsom in Zemljo največja, pa bi potovanje s svetlobno hitrostjo trajalo približno 22 minut. Na povprečni razdalji, ki obstaja večino časa, pa bi potovanje trajalo 751 sekund oziroma dobri 12 minut in pol. Tako bi bilo, če bi leteli s svetlobno hitrostjo. Kako dolgo pa bi bilo potovanje z vesoljskimi plovili? Odgovor ni enostaven in odvisen le od razdalje med planetoma, ko bi krenili na pot, pač pa je odvisen od točke, kje na svojih orbitah bi se tedaj nahajala Mars in Zemlja. Koliko časa bi porabili za pot, pa je nadalje odvisno tudi od tehnološkega razvoja sistemov za reakcijske pogone. Do sedaj je najhitrejše plovilo z Zemlje v vesolju Nasino plovilo Nova obzorja, ki leti proti Plutonu. Zemljo je zapustilo januarja 2006 hitrostjo 58.000 km/h. Če bi bilo usmerjeno na Mars, bi ga v primeru, da bi bil Mars na najbližji točki do nas, doseglo v 39 dneh. Če pa bi bil Mars najdlje od nas, bi ga doseglo v 289 dneh. In kako dolgo bi njegova pot do Marsa trajala v najbolj verjetnih razmerah, ko med nami in med Marsom obstaja povprečna razdalja? Takrat bi pot v povprečju trajala 162 dni. Kako dolgo pa je trajalo potovanje plovil, ki so do sedaj že prispela na Mars? Najprej se je proti Marsu odpravil Mariner 4 in leta 1964 švignil mimo njega po 228 dneh letenja. Mariner 6 je Mars dosegel 5 let kasneje, v 155 dneh. Mariner 7 ga je istega leta dosegel v 128 dneh, Mariner 9, ki je Mars tudi prvi obkrožil leta 1971, pa ga je dosegel v 168 dneh. Viking 1, prvo ameriško plovilo, ki je leta 1975 pristalo na Marsu, je potovalo do njega 304 dni. Viking 2, Orbiter Lander, je isto leto do Marsa potoval 333 dni. 20 let kasneje je Mars Global Surveyor do rdečega planeta potoval 308 dni. Mars Pathfinder pa je istega leta za pot do Marsa potreboval 212 dni. Mars Odyssey je leta 2001 do Marsa prispel v 201 dnevu, Mars Reconnaissance Orbiter pa 4 leta kasneje v 210 dneh. Mars Science Laboratory pa je pred 3 leti potoval do Marsa kar 254 dni.